Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Če oseba usmeri svojo previdnost v svoje razumske izbire in dejanje teh izbir, bo hkrati pridobila voljo do izogibanja. Toda, če svojo previdnost usmeri stran od svojih razumnih izbir k stvarem, ki niso pod njihovim nadzorom, in poskuša izogniti se temu, kar nadzirajo drugi, bo potem postala nemirna, prestrašena in nestabilna. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. V sodobnem kontekstu to pomeni, da moramo biti previdni pri izbiri, kaj bomo nadzorovali. Če se osredotočimo na stvari, ki jih lahko nadziramo, kot so naše misli, dejanja in odzivi, lahko obvladamo naš strah in negotovost. Recimo, da ste udeleženi v težkem projektu na delovnem mestu. Če usmerite svojo previdnost na to, kar lahko nadzirate, kot je na primer trud, ki ga vložite v projekt, ali kako se odzivate na težave, boste lahko ohranili mirnost in stabilnost, ne glede na to, kako zahteven je projekt. Po drugi strani, če se osredotočite na stvari, ki jih ne morete nadzorovati, kot je na primer, kako bodo drugi ocenili vaše delo, ali kakšen bo končni izid projekta, boste verjetno postali nemirni in prestrašeni. Podobno, če se soočate z izzivom v osebnem življenju, kot je na primer konflikt z ljubljeno osebo, se osredotočite na to, kar lahko nadzirate. Vaše misli, besede in dejanja so pod vašim nadzorom. Ne morete pa nadzorovati, kako se bo druga oseba odzvala na vaše besede ali dejanja. Tako lahko vidimo, da je bistvenega pomena, da svojo previdnost usmerimo na to, kar lahko nadziramo, naše razumske izbire in dejanja, ki izhajajo iz teh izbir. To je ključ do ohranjanja notranjega miru in stabilnosti v nemirnem svetu. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.